Kava s Červekom. Draga dame in gospodje, lepo dobrodošli na še eni kavici z mano tole nedeljo na Radiu 1. Jaz sem zelo vesel, da je moj današnji gost prišel k meni, ker sem zrastel skupaj z njim, kot marsikdo izmed vas. Že 42 let koncertira po Sloveniji, ogromno skladb je izdal, tudi nekaj knjig. Do vsega tega bomo prišli. Najprej pa lepo dobro jutro, Adi Smolarjev. Dobro jutro vsem skupaj. Hvala lepa za povabilo, ampak bi že takoj na začetku povedal, da nisem prišel sam. Ja. Ker je z nama tudi gostja Megi. To je prva živalska gostja, ki prva živalca, ki ste dovolili vstop v ta studio. Je pa res, da še noben ni rekel, če lahko. Ja, to je moja spremljevalka, z mano živi že 11 let. Mislim 10 let, zdaj bo 11. In je iz zavetišča prišla k meni. Mi lepša življenje, jaz pa tudi njej, in upam, da bo tudi gledalcem zdaj polepšala ta dopoldan s tem, ker jo bodo lahko opazovali, kako uživa v najni družbi. Res je luštno, mi smo na tle že vsi prebožali. Je pa vroče tukaj, zato bo v glavnem na tleh, ker se rada na tla. Super. Sicer pa res, kot sem dejal, eno lepo jutro vam želim in nadaljujem s pogovorom in z kuhanjem kave. Obljubljena mi je bila kava. Res je. No pa deva najprej na kavico. Kakšno bo vas kuhala? Jaz ponavadi belo kavo naročim. Belo kavo, ok. Se pravi, latte macchiato, DeLonghi Dinamica Plus, vse pri nas to naredi. Da je sladko, pa da je malo več. Ker tiste kratke kavce, tisto sam rukneš. Tisto je sam za okus, ja. Bela kava dlje časa traja. To bo lepo naredilo svoje. Evo, se že oglaša, to je to. Adi, drugače pa prvo vprašanje za vsakega gosta je isto in to je, kakšna je tvoja jutranja rutina? Ja, če izvzamem tiste osnovne higienske stvari, se pravi to, ko naredimo, se pravi, zjutraj ste že sami opazili, imam psa, ne. Kaj to pomeni? Zjutraj, ko se uštimam, se oblečem, greva z Megico na sprehod. In to se dogaja tam okrog 7 ure ponavadi. Hkrati, ko grem na sprehod, skočim še po sina, ki ga peljem v šolo, v gimnazijo, 3. letni gimnazija je, odvisno od urnika. In sicer je pa na tak način, mislim, da je lepo začeti dan, ker ko se sprehodiš, ko se naužiješ svežega zraka, si potem malo bolj bister in malo bolj lažje stopaš skozi dan. Si privoščiš kakšen, recimo soboto, nedeljo, da malo dlje pospiš, ker recimo ni treba v šolo? Ja, no to je, v bistvu je tako. Jaz, če grem pozno spat, preden grem spat, jo peljem tudi pozno ven, tako da lahko dlje časa spiva zjutraj. Če greva prej spat, potem treba zgodaj vstati, tako da je odvisno od urnika. Nisva tako na uro zavezana, ampak odvisno od tega, kdaj hodiva spat. Kakšen si bil pa ti kot otrok? Gremo zdaj malo nazaj. Ja, manjši sem bil. Kot zdaj. Manjši sem bil, pa daleč je že to obdobje mojega otroštva. Lahko izdal, zdaj 25. marca bom napolnil 64 let. Ja. To je že kar neka doba, ki me nekako upominja na to, da je treba zdaj čim več še postoriti, dokler je še čas, kar zadeva pa otroštva. Preživljal sem ga v Uzenici. To je en mali kraj ob Dravi, imam zelo lepe spomine, v bloku smo stanovali, bilo je 20 družin, otroci podobne starosti, tako da smo se veliko skupaj igrali, veliko bili v naravi. Bil sem dokaj plah fant v začetku, mislim plah, dokaj vase zaprt, majčken suhcen, takšen dečko, sem bolj tako, rad knjige bral, rad sem sanjaral, ampak smo se potem s fanti zelo hitro ujeli, ko smo se priselili, tja s 3 leti. In sem postal celo potem vrač v našem plemenu, hitro nogi jele, in sem bil Indijance, smo se šli. In ta ljubezen do Indijancev se mi še zdaj malo pozna, ker treba smo bili zaljubljeni v Vine Tuja, to je bil, ne vem, če ga poznajo mladi gledalci, poslušalci, Vine Tu, to je bilo legendarne knjige Karla Maja, sem bral že 6 leti. Vsestranski sem bil v osnovni šoli, odličnjak seveda, in pa
zelo nadarjen in za likovno umetnost, za pisanje spisov, bil sem v dramskem Korošku, recitatorskem Korošku, pevskem zboru, dekliškem pevskem zboru sem pel. Zaradi mene so ga potem preimenovali v zbor 17, ker je bilo 16 deklet, potem pa še jaz bil vključen, ne po lastni želji, ampak po želji zborovodkinje, ki je prepoznala moj posluh. Pel sem drugi sopran. In igral sem harmoniko, s 6 leti sem šel v glasbeno šolo, igral harmoniko vso osnovno šolo in vso gimnazijo, tako tudi na maturantski izlet sem vzel harmoniko jaz. Nisem še kitare igral takrat, ne. Kasneje sem začel. Kje pa klarinet tukaj vmes pride? Klarinet je bil tudi v osnovni šoli, v 7. razredu, da bi igral pri godbi na pihala, ker je moj oče bil kapelnik, se temu reče, ali pač dirigent. Ampak, ko sem prišel jaz sem se potem v 2 letih to naučil, sem bil pripravljen igrati klarinet, vendar, ko smo imeli igranje, ni bilo tistega člana, ki je igral mali boben, to je tista drumljica, mi rečemo, in je potem oče meni klarinet vzel pa rekel, ti tovči, kontro tovči, ne. Kaj to pomeni? Na kontro, pa. Je vedel, da imam smisel za ritem in sem jaz od prve potem tolko tisti bobnček in sem to pol 10 let počel. Klarinet sem igral potem pri vojakih, samo ko smo ustanovili narodno-zabavni ansambl, tudi na Vrhniki sem služil. Tada pel sem bajago kot pevec in igral klarinet in pel tudi narodno-zabavno glasbo. Zanimivo. Ampak kitara... Viš, kako preskakujem, jaz malo, ampak to je vse nekako povezano. Je. Se pravi, tudi kar zadeva mojega talenta, ne, za likovno, pa igralskega talenta sem tudi igral, je bila potem zelo težka odločitev, v kaj se dati. Kaj početi, ne. Glasbo mi je oče striktno odsvetoval, čeprav sem bil res zelo talentiran, mi je dobro šlo, sem hitro pa zlahka naredil tisto nižjo glasbeno šolo. Pa še zdaj znam, še zdaj imam tisto harmonkico, taka mala, 42 basna, ampak ne morem igrati, ker imam te dolge nohte, ne, in mi drsijo, ker imam klavirko, ne. Mi drsijo tako, da čakam par leček, bom pa jaz to dol, po brusu, pa bom spet harmonko igral. Ampak to je vse zaradi kitare, da se lažje igra, ne? Ja, jaz igram s temi 4 prsti, igram kitaro in jih potrebujem take dolge, utrjene. Kako je pa prišlo potem do kitare, ker se mi zdi, da je kar relativno pozno. Ja, kitara je bila, v bistvu moja sestra je hodila gimnazijo pedagoško in tam je imela, v 3. letniku, mislim, da so imeli tečaj kitare, tako da je kupila kitaro, je pa leto pol mlajša od mene. Tako da v 4. letniku gimnazije je kitara že bila pri hiši in jaz sem po posluhu tako oglasil, da če sem prijel s palcem, je bil dur, ne. Potem sem tako igral, in mi je bilo všeč, ne. Ampak to je bilo samo tako, jaz sem harmonko igral. Ampak ko sem pa v Ljubljano prišel, sem pa stanoval najprej pri enih 2 upokojencih, potem pa sem se kmalu preselil v eno stanovanje, kjer nas je bilo 5 fantov. In eden je imel kitaro tam. In jaz sem se zaljubil tisto kitaro takoj, ko on je že znal malo igrati, sem jaz tisto gledal in jaz par akordov sem znal, toliko sem se naučil. G, A, D. Tako, recimo, že A je bil težek, moš 3 prijeti, je težko. D pa G, C je bil že težek. No, kakorkoli, potem je tista kitara tam bila in še eno smo si sposodili in sem jaz na eno sposojeno kitaro kot študent z 19 leti začel trenirati. Se pravi, imel sem cimra, ki je nekaj znal, pridobil sem še ene prijatelje, takrat sem Bojan Sedmak, ki je bil že kantavtor, sem ga tudi kmalu spoznal, on je že obvladal. In tako sem jaz videl, da se s prsti to igra tudi. In hkrati so namen velik vtis naredili, predtem že seveda Tomaž Domicel, prva plošča, ki sem jo kupil, je bila od Tomaža Domicelja, tako da sem že opazoval jaz to kantavtorsko sceno in mi je bila zanimiva. Predvsem me je prevzelo to, da lahko en človek sam s kitaro sproščeno poje svoje pesmi. To mi je bilo všeč, ne. Ampak največji vtis so pa potem naredili name še Jani Kovačič, Tomaž Pengov pa Marko Brecelj. Oni so takrat v tistih letih, to je bilo, jaz sem 78. leta prišel v Ljubljano,
In v tistih letih so ti fanti tam imeli koncerte v klubih, v študentskem domu in to sem jaz požiral in takrat me je pa res zagrablo, da bi to tudi jaz počel. In tle se je pol začelo v bistvu, ne? Ja, potem je pa ena zanimiva stvar. Zdaj jaz gramofona nisem imel, radija tudi nisem imel, jaz sem bil revni študent, imel sem tisto sposojeno kitaro in sem tisto igral. In zdaj, jaz sem iz Koroške, ne, zrastel v družini narodno-zabavne glasbe. Pa enih par takih konferencis, pa neke take, oče imel neke te ameriške pevce, ne, in pa te avstrijske šlagerje. To je bilo pri nas, ni bilo rock'n'rolla, pa kaj takega, ne. In jaz sem v Ljubljani šele spoznaval te bende, Pink Floyd, Doors, pa, no, Beatles sem eno ploščo imel, sicer že Revolver, samo mi ni bila tako všeč. Hočem povedati to, da nisem bil neki poznavalec glasbe in jaz sem v Ljubljani to potem spoznaval, ker v Ljubljano so pa moji cimri prinašali plošče in smo imeli gramofon in tam se je marsikaj slišalo, da sem jaz sploh te zvrsti glasbe spoznaval malo bolj in pa nisem imel, se pravi, možnosti, da bi jaz se učil komade drugih kantavtorjev, ne. Ker nisem imel plošč pa tega. In zato sem na zabavah, jaz sem spremljal sicer, ko so eni kaj peli, tako po posluhu sem hitro do enega slovenskega naroda, Sin, pa od Šifrerja, kaj, to smo po radiju nekaj slišali, ampak nikoli nisem znal tekstov na pamet. Vse po spomine, ne. Ja, so drugi peli, jaz sem pa samo spremljal. In sem takrat spoznal pravzaprav, da je meni bolj preprosto svoj komad napisati, kot pa se učiti na pamet, pa se trudi, da dobim jaz besedilo enega tega popevk slovenskih, pa tako naprej, ki jih nisem zapomnil skozi poslušanje na radiju. In takrat sem začel kar malo svoje pisati. Si to je to, ne? Če drugih ne znaš, začneš svoje delati. Ja, najbolj simpel je bilo. Ja, drugih pač bi se moral učiti, ampak isto časa porabiš, da se naučiš kakšen drug komad. Predvsem pa, vse so imeli potem neke pesmarice, pa to, ampak tisto je tudi ni tako fajn delovalo, da si brenko pa nadbral, moraš tako pet, ne. In sem hitro začel svoje pesmi pisati potem. No, si tukaj pa polk malo prideva tudi do tega prvega uradnega koncerta, ker sva se že malo izven kamere pogovarjala, v moji domači cerknici. To so meni ljubi kraji. Kako se spominjaš tega prvega koncerta? Ja, najprej bom tako povedal, najprej sem jaz te svoje pesmi igral na zabavah, so se zelo prijele, so bile všeč, so tako kar uspešnice ratovale. Potem, ker sem bil zelo, bi dejal, družaben, sem imel veliko prijateljev z različnih smeri faksa, ne. Tako da so me začeli vabiti tudi na njihove žurke, ne samo jaz sem slabistiko študiral, pa so primerjalno književnost, ampak sem začel tudi z drugimi sodelovati in pa imel sem tudi prijatelje, pisatelje in slikarje, ki so me začeli vabiti na literarne večere in na otvoritve razstav. Tada tu sem se jaz prikalil. To sem jaz, se pravi žurke pa takšne stvari. Ampak, ker sem pa vedno več pesmi pel na svojih žurkah, so se določeni prijatelji zagreli zame, ne, da bi pa naredil tudi v njihovem kraju, ne samo v Ljubljani, da je tudi njihov kraj prišel. In z Notranjske je bila enkrat močna zasedba prijateljev, ne, ki so rekli, pridi k nam in naredi koncert, ne. Meni se je zdelo to tako ni velika razlika, ne, med žurko pa koncertom, čeprav je res je to, da na žurkah so prijatelji pa znanci, na koncert pa pridejo drugi ljudje. Tako da to je bilo prvič, da so naredili plakat Adi Smolar in so ga razobesili po cerknici. Jaz tam prišel in je bilo par teh mojih prijateljev, ne, ta Simon Kardum, pa Piletič, pa Hiti, pa Golik, mislim, to so zdaj moji prijatelji, Hiti žal že pokojni, no, en Zlatko je tudi bil, in pa Bato Buh, to je bil tudi ena legenda iz Starega trga priložil, tam je, ta je potem še ostale, ta je bil že menedžer. Že malo vritev. Čez čas, jaz ne šel še Stari trg, pa še kam drugam. No in so potem v gasilskem domu, vem, da so bile pripravljeni stoli in so prišli ljudje, se pravi moji prijatelji, pa tudi drugi
in presenetljivo kar nekaj ljudi je prišlo, ki so me prvič pravzaprav poslušali. To je zanimivo, ja. Ja, in je bil odziv zelo dober in jaz sem zlahka to naredil, ta koncert, ker sem imel že takrat veliko skladb svojih lastnih. In tudi takrat se je že pokazalo, kako bom nastopil tudi prihodnje, ker jaz nekako sem imel občutek, da je na koncertih pomembno narediti eno zgodbo. Se pravi, ne da jaz grem pa zapojem 15 svojih pesmi eno za druge, ampak da med vsako kaj povem, pa eno na drugo navežem. To pa še zdaj počnem. Se pravi, lahko sem različne tematike skozi predgovor skupaj povezal v neki zanimivo zgodbo in so bili zelo zadovoljni in takrat se je začelo potem malo intenzivneje, čeprav do leta 92 ne. Ker sem takrat jaz potem v službi še bil, sem imel kot hobi igranje kitare in kantavtorstvo, ampak sicer posnel leta 89 eno kaseto za na željo prijateljev, samo založbi, ampak do leta 92 se nisem odločil za profesionalno pot. Ampak sem delal drugje, v par službah sem bil, zadnji sem bil v uredništvu revije Ljubljanske banke. Fajn služba, pisarna, kravata. Občutek varnosti, ko so pa revijo ukinili. Sem pristal na Zavodu za zaposlovanje, na to temo tudi pesem napisal in se odločil, da poskušam kot glasbenik premostiti tele težave. Se moram povedati, da lih na zadnjem koncertu v Cerknici sem bil tudi jaz, to je par mesecev nazaj. Meni je bilo fascinantno, ker sem eden izmed zadnjih sem prišel v dvorano in jaz gledam, vidim kitaro na odru, Adija ni, seveda bo prišel na odr. Kar naenkrat te vidim, ko prideš za nami noter, banano, lepo pojel in rekel, mi smo mičkem pogovarjali, to je bil tako odličen koncert, vsi smo vse peli, res take zgodbe sem slišal in tle sem prav rekel, da morava se na eno spomniti, od tvojih začetkov, kar se tiče založbo. Kako je prišlo do tiste te prve kasete za založbo? Ja, jaz nisem nikoli si predstavljal, da bom profesionalni glasbenik, nikoli nisem stremel k temu in nikoli nisem kakorkoli treniral pred ogledalom s kitaro, kak se bom jaz ljudem kazal. To je meni tako, jaz sem čisto slučajno padel not v eni pesmi. Zdaj medijsko sem znan gospod, sem čisto slučajno padel not. O show business, kot se temu, prav do smrti pel bom in igral. Se prav, za mene nisem imel teh ambicij, ne. Pa tudi ne te narcisoidnosti, pa da bi se jaz, zato sem jaz še zdaj zelo sproščen, ves čas, ker ne dojemam tega kot nekaj, kot način svoje promocije, ampak jaz sem zgolj interpret svojih lastnih pesmi. Pesmi so pomembne. Pa imaš kdaj tremo? Ker ni videti. Ne. Vse zato, ker ne nastopam, jaz se družim. Jaz sem sproščen, jaz ko prijem na oder, pač prijem na svoje delovno mesto, včasih tudi kavo spijem še gore prej, pa se pogovarjamo malo, ne veš, pred kom ne imam tremo, jaz ne igram, jaz sem takšen, kot sem doma, sem tu, pa tudi na odru. Ko je bilo treba se odločiti, kaj bom zdaj počel, na Zavodu za zaposlovanje so mi iskali kako službo, ni bilo nič primernega in me je vprašala gospa, ki je tam delala, ja kaj pa še sicer počnete v življenju, ne? Pa sem dejal, da tudi nastopam kot kantavtor in je bila prav presenečena in je dejala, zakaj pa s tem ne bi poskusili. In sem rekel, no ja, pravzaprav bi pa tudi lahko, ne? In sem imel sem nekaj člankov izrezanih, ko sem jih že iz nastopov, to sem imel sem eno kaseto sem imel. A je to kaseta No ja pa kaj? Ne, to je kaseta Naš svet se pa vrti. Okej. Ja, lahko tudi to omenim, kak je zanimiva stvar. Nekateri rečejo, ja, no ja pa kaj, v začetku ste peli bolj take šegave pesmi, potem ste se pa zresli. Ne, jaz sem izmed vseh pesmi za prvo ploščo izbral šegave. Na prvi plošči so bile Iskra, čas in mraz, imam tale, se prav brez besed in tudi nežni komad, jaz ves čas delam oboje, oziroma še širši, lahko rečem, samo dvoje. Ampak vseeno. No in sem jaz potem to zbral in sem šel na Ministrstvo za kulturo, jaz sem rabil status, ne. In sem potem dobil status na podlagi tega, kar sem že igral in pa tudi eno pesniško zbirko sem že imel svojo lastno takrat.
ko sem službo izgubil takrat v tistem, bi rekel, enem žalosti, pa v strahu sem se usedel in natipkal vsa besedila, ki sem jih napisal in jih izdal v knjižni obliki. Tako da sem se malo potolažil, da nekaj morda še sem sposoben delati ob tisti službi. No in sem potem s temi papirji pa to uredil in začel nastopati, pa če začneš nastopati, rabiš čez čas tudi malo več publike, če hočeš od tega živeti. Zaradi tega sem šel najprej na založbo RTV Slovenija in se ponudil, vendar me niso sprejeli, ker so imeli že Šifrerja pa Mlakarja, so dejali, da ne rabijo še enega kantavtorja. Pač tako nekako niso bili zame zainteresirani, poznal me pa tudi ni tisti urednik, dosti, tako je rekel. Ampak dobil sem pa takrat, dal pa mi je neko povabilo, da pridem na neko predstavitev, neke plošče. Jaz sem bil takrat v taki stiski, da niti nisem bil nagnjen k temu, da bi kaj žuriral. Ampak sem šel direkt na Helidon s kitaro vred. Sem prišel tja, sem isto rekel, da sem kantautor, da bi rad ploščo izdal. Sta rekla dva, Bele pa sin od Avsenika in je Saša, se mislim, da mu je ime. No in sta rekla, kdo pa si ti? Jaz sem kantautor, kaj pa jaz špilam, kaj bi rad ploščo izdal. Te pa zagrej kaj, a ne? Da vidimo, kaj, če si primerni. Sem si vzel kitaro in sem igral 1 uro. Jaz sem naredil koncert, da so vseh predstavljeni prišli, pa so bili navdušeni. Čez teden dni sem imel 2 koncerta, enega v Škofji Loki, enega pa v Kranju pod Marelo, pa na Škofjeloškem gradu. Prišli z ekipo, posneli 2 koncerta, skrb smetali in izdali, no ja pa kaj. V živo je bil tisti koncert. In po tistem se je pa začelo, potem sem pa pogodbo podpisal. Ampak tisti, ki poznajo ta album, no ja pa kaj, že tam je slišati, ljudje že pojejo skladbe zraven. Recimo Svinja pijana, ljudje Svinja pijana, zraven pojejo. To so poznali že z žurk, pa z mojih prejšnjih nastopov. Tudi to sem zvedel, oziroma sem tudi vedel, da so na žurkah nekateri so bili že kasetarji, so snemali moje pesmi in so jih potem delili in so imeli nekateri že te piratske kopije mojih skladb in so šle v uho in so se jih naučili. Kar je pa res, da jaz pišem take pesmi, ki imajo neko sporočilo, ki imajo vsebino, ki uporabljam verze, ki so podobni govorjenju, ne kompliciram, ni nekih abstraktnih stvari. Čeprav to je tudi, lahko povem, motijo se tisti, ki mislijo, da je lažje napisati pesem, ki ima sporočilo in da je težje napisati nekaj bolj kompliciranega. Obratno je. Zlahka napišeš, ne vem, vse sem se pohecil eni pesmi, to bo hit. Jaz da rad letel s teboj v tvoj takoj nocoj, ojoj, rad bi letel, ne vem, pojdiva stran, nekam drugam, ne, tega je veliko. Jaz imam pa vsebine, take zgodbe, ki imajo refren, pa ene kitice in to potem, kot kaže ljudem do te mere, bilo všeč, da so se dokaj hitro naučili na pamet. In zdaj se mi dogaja neverjetne stvari, se mi dogajajo, da imam koncerte, čeprav tvoja generacija, to ste generacija mojih sinov, obiskujejo takšni, se pravi, da sem jaz že njihove detke, pa babice ali pa starše že zabaval s svojimi pesmimi in znajo moja besedila na pamet. Se pravi, 3. generacija že tudi. Že 3. ja. Ne vseh, ampak vsaj določene pesmi so, kot kaže, se znali upreti temu zobu časa in živijo dalje in bodo tudi živele še naprej. In to je prijetno občutek. Jaz že zdaj... Se zavedaš tega, da ne samo ena, več njih skladb so že ponarodele? Ponarodele, ja. Pa tudi preprost, bi rekel tak preizkus, kdaj je pesem ponarodela, pa kdaj je postala hit. To sem spoznal. To je takrat, ko srečam ljudi, ko mi pristopi človek in
ko mi na mestu dober dan ali pa karkoli reče, Bog ne da je crni televizor. Zelo počas. Daleč je za najprej, jaz se grem v šolo, rolica papirja, ne pijejo od daleč. Se pravi, mene poistovečajo s temi pesmimi. To pa pomeni, da te pesmi njim predstavljajo neko vrednost v življenju, da so del njihovega vsakdana, je treba delati, koliko ljudi mi to pije. Jaz grem mimo, oni pa, je treba delati. Se pravi, da so pesmi prevzele, da nekako označujejo tudi mene z njimi, kar je pa tudi prav. Zato, ker jaz v pesmih govorim o stvarih, ki jih počnem, pa o katerih razmišljam, ki jih prakticiram. Ne pišem nekaj, ne zmišljujem si kaj. To, kar je moj način, moj odnos, to je tudi v pesmih. Ne vse. Nekatere so pa zgolj domislice. To so se prej ravno pogovarjali gospa Natakarca. Je pač prijetna domislica bila, zaradi tega, ker je bila res ena Natakarca, ki je dejala kuga, in mi je bilo všeč in sem si zapisal. Ampak tudi takšne pesmi so dobrodošle in to je pa edino, kar pa je treba pri taki pesmi, če je publika mlajša, ne da bi se sprenevedel, ampak takrat na mesto piva 2 pojemo soka 2. Tako da tudi ta vzgojna nota je že bila prepoznana v mojih pesmih, pa v mojih koncertih. Jaz ne pametujem, ampak jaz govorim o življenjskih stvarih, do katerih o spoznanjih, pravzaprav o stvarih, na katere so ljudje pozabili zaradi načina življenja, jih je pa dobro malo spomniti, o resničnih vrednotah, o pomembnosti, prijaznosti pa dobrote pa tega. Tako da jaz to v koncerti vključujem. Jaz še nisem nič kave pil. Ne. Sam govorim, spomni me. No, ti bom pa ta cajt povedal. Pa kak lepa je. Jaz sem tvoje kasete dobival za razne rojstne dneve, za Miklavža. Imam jih večino, bom rekel, kasete še zmeraj. Početno so bile. In ne bom pozabil, ko sem prinesel, jaz ne grem v šolo, v drugi razred osnovne šole in smo jo zadnji dan poslušali celo kaseto. Jaz sem znal na pamet tisto in mi je bilo tako dobro, da uno kaseto smo po nesreči, že doma, ko sem jo toliko vrtel, uničili. In so mi starši šli še eno kupe. In imam še zmeri vse tisto doma. Zanimivo je, to sem jaz, te pesmi za otroke sem zbral na plošči, jaz ne grem v šolo. In pristop do tega je bil povsem enak kot do ostalih plošč. Jaz otrok ne podcenjujem, a ne. In jaz tudi, ko imam koncerte za otroke, jaz se ne obnašam po otročeno. Kot odrasel, z otroškim, nekakvim takim, seveda, z otroško radovednostjo, pa zgovornostjo se jim približam, ampak jih zelo spoštujem. Zaradi tega tudi opažam, tudi otroci radi prisluhnejo, pa se tudi name obračajo zelo resno, zelo pametno, mislim, z takimi vprašanji, včasih na kakšni šoli igram tudi, ker sem knjige za otroke napisal, me vabijo na literarne tele podelitve bralnih značk in to. In sem tam deležen kakšnih intervjujev, pa to ni za podcenjevati, zelo zrelo razmišljajo. No in tudi, se pravi, tudi moje pesmi so nekako že prepoznali za marsikatero od njih, da je vredna poslušanja, se pravi, tudi tam mali me imajo radi, brez da bi jaz se trudil, pa posebej pootročeval v tej glasbi, ki sem jo tudi za njih naredil. Jaz sem vse zagrabil. Kul, pa če bi živeli prav davnini, pa to so teksti taki zelo kvalitetni. Jaz sem tudi tiste prejšnje zagrabil plošča oziroma kaseta Neprilagojen. Tudi 20 ljubic, recimo, ena taka pesem, ki je zanimiva. Jaz sem bil zelo presenečen, jaz sem za hec napisal. Lahko izdam, kak je do te pesmi prišel. Ja, prosim. 20 ljubic celo tako, jaz in moja bivša žena, ko sva bila še zelo zaljubljena in tako sva igrala karte in vsakič, ona je remis sva igrala. In ona je, pa totalno me je, premagala. Vsakič, ko sem karte dobil, sem rekel, joj mene, jej kataja. Tako je prišlo. Do joj mene, jej kataja. Ne, to, ko sem karte dobil, da neč ona me je tiste. Tam, če ti karte ostanejo, se seštevajo. Teda jaz sem imel že par tisoč, ona je bila pa v minusu. Joj mene, jej kataja.
In potem seveda sem razmišljal, kako je zoprno, če imaš eno, ki te ves čas v kartah primaguje. Joj me neha ta. In potem me je prešilo, bi pa lahko napisal pesem o tem, da imaš različne ljubice in vsaka neki ne ustreza, ravno tiste stvari. Vem, da kdaj še avta nisem imel, sem se v Ljubljano z avtobusom peljal. Med vožnjo sem napisal to pesem. Jo pa vedno znova napovem, tako kot jo bom tudi zdaj opisal, da ne bi bilo slučajno kakšne zamere pri dekletih. Jaz sem pač kot moški napisal 20 ljubic, ampak če bi bil pa jaz ženska in bi pisal pesem o napakah moških, bi bila pa pesem dosti daljša, ker je napak dosti več. Bi bil kar album. Za oba spola velja pametno eno kvalitetno sedivice, pravi, da je pomembneje si izbrati nekoga, ga imeti zelo rad, kot pa bega. Pa zdaj smo tudi v takih časih, da se marsikaj se, recimo ne vem, če bi tale skladba šla zdajle čez, če bi se danes naredila, ne? Glede na to, kako je vse obrneno, kakšna je miselnost sveta. Ja, a ta 20 ljubic. Recimo. Ne bi šla čez. Ta nima nič hudega. Nič, ampak ne vem, imam občutek, da bi se... ne bi sprejeli. Da bi bili določeni, ki bi jim bil recimo tu problem, da zakaj pa zdaj 20 ljubic, to se pa tako govori, pa to pa ni prav. Ne, saj na koncu je poanta, to je podobno kot pri jaz ne grem v šolo. Recimo. Jaz ne grem v šolo, če na prvo poslušanje, vzameš pa nehaš poslušati, potem imaš občutek, da je to skladba, ki odsvetuje. Ja. Ampak ni res. Ne. Poanta je v tem, da če govoriš, da vse znaš, s tem kažeš, si trapast. Ja. Fante, ki govori, jaz ne grem v šolo, govori same traparije. Pri 20 ljubicah podobno. Če imaš 20 ljubic, je okej. Ampak pametno le eno kvalitetno si dobi. Zelo zanimivo stvar sem doživljal, ko sem začel z intervjuji na radijskih postajah, se pravi kot dokaj neznan, ampak dokaj uspešen kantavtor, tam od 93. leta dalje se je to zelo, sem bil zelo popularen. In sem prihajal na radijske postaje in tam sem moral pravzaprav včasih kar bom dejal, biti odločen pri tem, da niso moji skladb končevali s fade-outom. Fade-out pomeni počasno utiševanje. Ja. Do takrat je pravzaprav večina skladb, ki so jih vrteli, bila narejena na tak način, da se je na koncu refren ponavljal. In pol pada dol. Ja, veliko takih je bilo pesmi, da pravzaprav zadnji refren je bil, ni bilo nič več kaj sporočilnega. In so hoteli tudi moje pesmi proti koncu 20 ljubic, že dol vleči. Jaz sem jih podučil, da je zadnji stavek najpomembnejši, pameten le eno kvalitetno si dobi. Pusti mi to. Nič nisi vreden, če si poreden. Ne šraufe, je tovarne treba krasti. Je na koncu povedano. Mi je vzela je srce in denar in to me muči, me grize, ker ta denar ni bil navaden denar, to bile so devize. Ta zadnji stavek je pomemben. Radi se imejte. Se pravi, če niste dobili nič nikdar, poslušajte, kaj vam prav smolar sreče, ne prinesti denar, le radi se imejte. Čist na koncu. Se pravi, da sem jih moral podučiti in sem bil hvaležen, da so mi ugodili, ali pa zgubo. A še kaj bom zgubil, seveda to se ve, vendar ko ni več navezanosti, neha se gorije. Sam ta je že toliko novejša, da se mi zdi, da niso več utišvali. Ja, to so že. Kot primere govorim, primere mojih skladb, da je dostikrat treba do konca poslušati. Ni na koncu nekaj, so določene skladbe. Se tudi knjiga se prebere do konca, ne? Ena zimska gre fade out, ker je lepa melodija, pa je vse vleče nazaj. Se počasi daleč pride. To je tudi ena zelo zanimiva skladba, ker sem tudi pustil. 7 minut je dolga, ampak je tako fajn soliral, da sem ga kar pustil, nisem pustil tišati, se rekel do konca. Mislim, to so različni komadi, pa različne odločitve. Ampak, kot sem dejal, da se moral podučiti glasbene urednike, ne preposlušajo skladbe, preden se jih odločajo utišati. In pri meni, pri mnogih je pač tako, da je treba
na koncu, poanta je na koncu, kar mi je tudi poučital že. Lih to sem te hotel vprašati, če so ti kdaj že kaj učitali? Ja, zakaj imam jaz take, pač en mi je govoril, da je besedilo je boljše tako, da pesem obvisi v zraku. Tako da tisto sporočilo, ne, da je tako dvoumno in neke takšne stvari. Jaz tega ne morem. Jaz delam, ne. Tam je zlata ribica, ko povem, če bi hotela to narediti, jaz morala bi biti kit. Se pravi, da bi ne bilo fovšije. Jaz imam rad takšne skladbe, mogoče tudi zaradi tega, jaz poezije nikoli nisem imel rad. Jaz nisem bral poezije, jaz sem rad pa bral. In tudi moje pesmi pravzaprav so zgodbe, ne. Niso tako zelo, spet, so izjeme, so določene pesmi, ker sem zelo pesniško. Znam tudi pesem napisati, prav kot poezijo, ne. Ampak v glavnem so to zgodbe in bi zlahka te moje pesmi jaz pravzaprav napisal tudi v drugačni literarni obliki kot novele. Bi se dalo, ali pa kot neki krajši spis o kakšni stvari, ker tista tematika o tem človeku, ki nastopa, bi lahko bila opisana tudi brez rim in brez glasbe in bi tudi funkcionirala. Se pravi, jaz gostim pesem o rolici papirja. Je v verzih, ampak lahko bi jo napisal čisto kot zgodbico, kot pravljico o nekomu, ki je pomagal za eno rolico papirja ljudem. Te zgodbe so se zelo lepo prijele med ljudmi. Mislim, da sem počaščen tudi zaradi tega, ker bi dejal, jih ljudje tako toplo sprejmejo in jih prakticirajo. Marsikdo mi je povedal že, da so določene pesmi prav pozitivno vplivale na njegovo življenje in mu v določenih trenutkih pomagale. Verjamem. In to je prijetno čutek, predvsem pa to mi je toplo pri srcu, da vedo, da jaz to iskreno. To pišem, iskreno to mislim. In pa da kar tudi so mi že povedali, pa tudi se zavedam, da imam pa tudi dober smisel za humor. Ja. To je pa tudi fajn. Če kako stvar, tako preveč resno poveš, potem je boleča. Če pa malček humor zaviješ, lahko pa isto tisto resnico, ki je trpka, lažje plasiraš in ljudje lažje sprejmejo in so potem bolj dojemljivi in tudi za kakšno spremembo bolj pripravljeni. Ki si ravno omenil skladbe, da so jim spremenile življenje. Jaz se še zdaj, se pravi, po 30 letih, ki poslušam tvoje skladbe, se na vsake toliko zmeri vrnem nazaj in jih grem pa preposlušati. Zelo rad se pa vrnem iz albuma oziroma z kasete, Bog ne daj, da trknem televizor, k skladbi Drugače bom živel. Ja. Mi je odlična. To je zelo lepa pesem. Marsikatera moja pesem je spregledana. Ki jih je res dosti. Veliko sem jih posnel in zaradi tega, ker so pač vse omejen je čas, ki ga namenjajo določenemu avtorju, glasbeni uredniki, je vedno na vsaki plošči prišlo do tega, da je bil izbor narejen po njihovi presoji. Recimo na albumu, kjer je bilo 15 pesmi, 3-4 so vrteli, ostale so pa šle. In tudi ta Drugače bom živel, kamorkoli pogledam, obrazi zaskrbljeni, poglede zaslepljeni in tako naprej. Jaz drugače bom živel, bom gledal zarjo in po noči zvezde štel. Čeprav ta tema je v marsikateri moji pesmi. Tudi Na travniku ima podobno gled ta na sveta, ko je lep kot lepe sanje, življenje ime za prekrasno potovanje. Se prav ta ena moja spoznanja so zelo zgodaj bila tudi uglasbena. Tudi na ena izmed mojih prvih pesmi je Kako gre čas. Ljudje, kako gre čas, spreminja mi srce, spreminja mi obraz. Malo kdo pozna to pesem, po mojem. In še veliko je takšnih. Naš svet se pa vrti, če si pa tudi to še poznajo. Na meni je potem, da na koncertih nekako dajem priložnost tudi tem pesmim. Vsem ne morem. Ker ljudje pričakujejo na koncertih določene skladbe, ki jih poznajo, in bi bilo neprav, da jih ne bi zapel, ker radi sodelujejo.
Ampak jaz zapojem tudi kakšne take, ki se sicer niso na kakšnih lestvicah pojavljale, ampak so skozi moje nastope pridobile na popularnosti in jih ljudje tudi, še zmer poznajo. Če že drugje ne, na licu mesta se jih naučijo. Zelo rad imam pesem, glavno, da je glava cela, glavno, da srce še dela. Malo ljudi to pozna, ampak je dobra. Ja, ta je dobra. Je dober komad, se pravi, jih je še veliko, čeprav res je težko, jaz imam koncerte okrog 2 uri dolge, malo čez, 20, 22, 25 komadov, že težko nos tlačiš, ne. In se nehote pač zgodi, da določene pesmi zdaj že desetletja niso prišle na vrsto, da bi jih. Ne morajo niti, ne. Ja. In s tem je pa tudi drugo vprašanje, ki mi ga ljudje zastavljajo, kaj bo kaj novega, ne, kaj ustvarjate novega. Težko je zdaj dobiti eno motivacijo za to, da bi še nove plasiral, ker tudi zadnja plošča leta 18, ki je šla, ne, prav zdaj, so zelo močne pesmi gor, ampak v tej obilici že predhodnih jih težko eno ali pa dve tu pa tam umestim v program, ampak težko, sedaj spet nove, v čem je zdaj prav smisel. Ampak lik zdaj smo pri temu. Nedolgo nazaj sem zasledil en intervju, ki si rekel, moram prav pogledati, da ne bom kaj zafrknil, da imaš idej še veliko, ampak da bi rad preden umreš, posnel še en album in zdaj me zanima, a imaš zdaj 12 skladb, a se že poslavljaš? Poslavljam se. Res? Ja, seveda, vsi smo v poslavljanju, ne. To je dejstvo in misel na minljivost me spremlja ves čas. In tudi na to temo imam precej pesmi in tudi ljudem dokaj prijazno, ampak tako dobrohotno, dokaj jih opominjam na to, da vse mineva. Ker skozi to prizmo spoznanja, da je vse minljivo, mislim, da se naučiš presoditi, kaj so smiselne stvari, kaj so banalne stvari, ki jih počneš v življenju in predvsem, da ne odlašaš preveč z nekimi stvarmi v neko prihodnost. Nauči se življenja čim prej. Kar zadeva zdaj poslavljanje normalno, jaz si ne predstavljam, da bom nedogled na odrih, da bom nedogled prepeval, pa to je nesmiselno. Bo šel v penzijo pol? Ja, v penzijo bom šel in seveda zmanjšal število koncertov. Jaz se čudim tistim, ki ne znajo nehati. Slej ko prej se izpolniš. In v bistvu bom pravzaprav dal prednost ustvarjanju. Se mi zdi bolj pomembno, kot da se izčrpam do smrti na odrih, pa tako naprej, da enih par let še, leta 26 grem penzijo lahko. Bom zmanjšal število koncertov, tu pa tam še nastopil, ampak zdi se mi pomembneje, da teh, jaz okrog, lahko rečem iz glave, kakih 200 idej za pesmi, da jih imam. Na diktafonih pa beležka pa tako. Vse mi nimam časa to narediti, da bom pa imel čas, škoda bi bilo, da bi šlo v nič. Tako da me ima, da zmanjšati, čez čas, zdaj še ne morem, zdaj moram še otroke kruho spraviti. Ali pa čim prej osamosvojiti pa. Ja, sej, sem redo fanta. Se pravi, ena velika moja želja je pisateljevanje. To tudi 10 knjig za otroke sem naredil, 200 zdaj še pri ilustratorki, ampak bi jih dosti več lahko napisal. To si želim in pa seveda te moje ideje, pa ni treba jih perfektno narediti, pač nekako tako si predstavljam, če bi malček začutil, da je kaj zaškripalo, potem najamem en studio, pa grem pa vse te ideje. Vse posnet. Vse posnamem, pa naj nekdo drug iz tega črpa, pa jih dokonča, pa pač potem. No, sej Bog ne dej. Škoda je, da bi to šlo vse v nič, čeprav dejstvo je, da gre veliko v nič. Koliko je to umetnikov, enih vseh mogočih zvrsti, ki bi še marsikaj ustvarili, če bi bila možnost. Druga grenka plat je pa ta, vsakodnevno se rojevajo zelo lepe in umetniška dela na vseh področjih, če gledamo svetovno. In koliko jih gre mimo nas, da ne najdejo prostora
v informativnih programih ali pa v novicah, da bi bili o tem obveščeni, in je to tako eno grenko spoznanje. Zato je pa treba res znati pametno presojati, kaj boš bral, kaj boš gledal, kaj boš poslušal, ker balasta je zelo veliko in prerado se zgodi, da ljudje posvečajo veliko pozornosti stvarim, ki so povsem nepomembne. Ja. Zdaj pa sploh tega dragoceni čas, ne? Ko imaš možnost res nekaj spoznati, se naučiti, pa se naužiti tega življenja, zapravljamo pa čas v tem, da se gleda ene trapaste oddaje, vse po liniji, nemaš ga odpora, da ljudje nasedajo propagandi, tisti razni, ki je zelo glasna, pa zelo plitva. Ja. Modrost je pomembna stvar, biti moder, biti dober, to je moj motiv, ki ga tudi omenjam na koncertih, bodite pametni in pa dobrega srca, na tem delajte in potem boste osrečevali sebe in tudi druge. Koliko pa si te modrosti prenesel na sinova, pa kaj umetnosti? Imata kaj te vseb? Nista bila deležna ekstra drugačne vzgoje kot pa moja publika. To je isto. Tako se pravi, najpomembnejši je vzgled. Lahko ti še ne vem, kaj govoriš svojim otrokom, ampak on je vzgled je tisti. Če vidijo očeta, ki popiva, pa govori ne pi, ne, bodo taki. Se pravi, alkohola pa nas doma ni, nikoli je bilo, tako da tudi po tej plati starejši je že 22 študent, matematiko študira, ta mlajši je 3. letnik gimnazije. Nismo imeli tak tovrstnih problemov nikoli. Oba sta višja od mene, oba imata dolge čupe, to je tudi, nisem nikoli zapovedoval, ampak vzgled. To je to. Tako da glasbeno nadarjena oba, ta starejši klavir naredil, pa kontrabas, pa solo petje, ga je veselilo to, čeprav zdaj se z glasbo ne ukvarja, sedaj se ukvarja z tekom, ultramaraton trenira, da je tak zdrav fant, je zelo brihten. Ta mlajši je pa, lahko menim, skupina Bibliban iz Slovenj Gradca, trio, zelo perspektivni mladi glasbeniki, on je bobnar pri tem bendu, punk rock, nekaj takega, zelo dobri, zelo, na Facebook strani imam njihov koncert, če kdo pogleda, sem posnel, mislim, sem prenesel, nalagati, jaz ne znam kaj na svoje strani tega, jaz samo prenesem, se ne spoznam, jaz sem tu res, se pravi, on je v glasbo, ne vem, kaj bo sicer še počel, s tem, da hkrati je tudi še bas-kitaro igra, klavirjo se zdaj prijavil, pa solo petje prav tako. Pol vemo, kdo bo dokončal tvoja dela. Ja, mora biti, čeprav bi tako dejal, podpiram jih zelo v glasbi, ne pa jih nič ne spodbujam jaz. To so njune odločitve. Jaz pomagam, če rabijo, kaj dobijo, ampak da bi pa stremel k temu, da bi zdaj en se v glasbo vrgel, niti na misel mi ne pride, in me dokaj moti, če kdo tako poveličuje to, da grejo otroci po očetovih stopinjah. Ne ubirajo svojo pot. Ne delajo kar čejo. Tako da mi je všeč, da ta mali, nisem ta mali, še je velik, da ta mali igra bobne. Je dober bobnar. Ja, za punk mora biti hiter. Za punk hiter pa tako, kondicijo imeti in je, da že po tej plati ne bo primerjave z mano, če bi se tega lotil. Ampak obema sem dejal, da naj svoje talente čim bolj izkoristita, ne glede na to, kaj v življenju počneš, nikoli ni nič narobe, če znaš še kaj. Tako kot se je pri meni skazalo, da je en hobi postal moj poklic potem. Vidim, da brez težav govoriš karkoli te v bistvu mediji vprašamo in tudi, se ne vem, koliko let nazaj je že, ko je prišla ločitev, brez težav o tem govoriš, ne? Zakaj bi pa težave imel pri tem? Marsikdo recimo o tem neče govoriti, pa se mičko potegnejo nazaj. Kar zadeva medije, jaz se nikoli nisem ponujal nobenem. Za noben intervju nisem jaz klical. Jaz vedno, prav ne, da bi si jaz želel. Jaz ugodim prijaznemu povabilu. Jaz ne potrebujem pravzaprav teh
predstavitev sebe, kot mene pesmi. Zato sem pa v začetku rekel, da sem zelo vesel, da si prišel. Pesmi moje že dovolj povedo o meni. Ker zadeva privatnega življenja, temu se ne moreš izogniti. Če si medijsko znan, se pravi, potem sprejmeš tudi takšno stvar, da enkrat ali dvakrat kaj o tem poveš. Predvsem pa, jaz pravim tako, ena življenjska izkušnja nekoga, ki je prepoznavn, lahko more biti tudi olajša stisko nekoga, ki je v isti situaciji. In kar se tiče ločitve, do katere je prišlo pred 14 leti, je bil vedno moj apel ljudem, da če imaš nekoga rad, ga me rad vse življenje. Predvsem, če imate skupne lepe spomine, ohraniti en dostojen odnos, en normalen odnos s človekom, če imaš otroke, prav tako. In pač z željo, da bi, vse sem tudi napisal, če te ena noče, te pa druga hoče. To sem tudi v tolažbu napisal. Tako da se ne bi presekirali, se pravi. Največja napaka je, ko ljudje začnejo gojiti zamero proti nekomu, ki se je odločil, da bo brez njih živel naprej, da to zelo ponotranijo, da se čutijo prizadete, požaljene in tako naprej. Kot sem prej dejal, vse je minljivo. Tudi v odnosih se marsikaj zgodi, se spremeni in predvsem je pomembno to, da se to vrstne stvari rešuje trezno, zrelo in prijazno. In tebi je to fino uspelo, ker čeprav razumem, se z bivšo ženo odlično razumeta. Ja, zdaj še bolj kot pa zadnja leta zakona. Tako smo se kregali, prepirali. Komunikacija je velik problem. Eno veliko spoznanje je bilo takrat meni dano, ker sva šla tudi še potem na posvete pred odločitvijo. Ni dovolj samo to, da se pogovarjaš. Mora se naučiti tudi poslušati. In če imate težave, mora biti v komunikaciji, je zelo pomembna naslednja stvar. Kot nekomu poveš nekaj, umolkneš in ga vprašaš, kaj si pravzaprav ti slišal, da sem ti jaz zdaj povedal. In takrat si neverjetno presenečen, ko slišiš, kaj je pravzaprav on izluščil iz tega tvojega, ker skozi svoje izkušnje, skozi svoje pričakovanja, določene besede povsem drugače doumel. In tukaj pride do krize. Ko ti nekaj narediš, ko nekaj rečeš, brez kakršnihkoli namenov, on drugi pa to razume kot napad, kot neko očitanje. Se pravi, da zelo pomembno je, da si obrazložita, kaj kdo zna, mislim, kaj kdo želi povedati in da se razjasnijo tiste nepravilno razumljene besede, ki so pa dostikrat posledica drugačnega dojemanja in slabih izkušenj iz preteklosti. Vsaka stvar, ki se zgodi v življenju, lahko je v poduk. Ona je poročena zdaj in jaz pravim, če se že kaj, hčerkica je zlata njuna, in si pravim jaz, poglej si ga, če bi se ne ločila, ne bi bilo te zlate punčke. Se pravi, vsake stvari si tudi kaj lepega naredi. Predvsem je pa resnično pomembno to, da se pravi, imeti rad pomeni tudi dopustiti, da človek odide. Brez očitkov, brez pretlehnosti, brez zamer, brez ljubosumja pa tako naprej. Takrat imaš res rad, ko se izkažeš kot dober. Tudi v tistih situacijah, ko si pravzaprav zapuščena. Vse, kar rečeš, jaz se povežem z enim tvojim komadom. Zdaj sem se spomnil na komad Ljubosumnež, pa radi se imejte. Ja. Ti si v bistvu naš predavatelj skozi glasbo. Ja, predavatelj, ampak kot sem naprej povedal, na srečo z dost smisla za humor. Ja. Ker tudi, če te ena noče, te pa druga hoče. Tam je predvsem apeliram na tiste moške, ki so nasilni, ki pretiravajo. Ali pa tudi za ženske, se zamenjam oba spola. In takrat sem prav razmišljal, lahko bi napisal pretresljivo pesem na to temo. O tem, kaj počno nekateri drugemu sočloveku, ki so ga nekoč ljubili in objemali in potem naenkrat se jih mora tisti drugi bati. Ampak je prevladala tale moja miselnost, da je boljši tudi skozi bolj radoživost, pa tako z eno tako
prijetno melodico, povedati tudi trpke resnice, da se bo to ljudi malo bolj prijelo. Ja. In to je, kot sem dejal, tega ne počnem zato, ker bi jaz domneval, da sem jaz vse pameten, da sem jaz vse to prepoznal, pa da bi zdaj jaz pridigal ljudem. Ampak spoznal sem, da, kot sem prej dejal, mnogi ljudje to vedo, ampak se ne spomnijo zaradi preobilja, balasta, informacij, vsega tega, kar nas obdaja, in je kar dobrodošlo, kot ti nekdo nekaj sporoči. Včasih zadostuje en vers, ena beseda. Primer daleč je za naju pomlad. Presuno je ljudi stavek, kdo od naju ostal bo sam. Ja. Vsi vemo, da smo minljivi, ampak premalo ljudi je ozavestilo to, da je pravzaprav tudi najin odnos, mene in partnerke, obsojen na to, da bo nekdo ostal sam. Ja. Ali boš to šiti prej, ali pa jaz. In ko se zaveš tega, moja domneva je, da si takrat malo bolj strpen, prijazen in ljubeč, ker veš, da so ti trenutki minljivi in bo se nekoč treba soočiti s slovesom. In ko se soočiš s slovesom, je mnogo bolje, če ti ostane kupica lepih spominov, kot pa eno obžalovanje zaradi trpkih, grenkih besed, ki si jih po nepotrebnem izgovarjal zaradi malenkosti. Ja. Da je prednost lepim pohvalam in ljubečim odnosom. In to je taka preprosta filozofija, ki je pripeljala, se pravi, tudi do tega, da je tudi ta pesem evergreen, že zdaj. Lepo, za proti koncu najnega pogovora. Dajva sam še povedati, kaj te letos v bistvu še čaka? Prej si že malo namignil, da imaš 2 knjigi v delu tudi, ne? Knjig imam več. Ja bi moral marsikaj. Potreboval bi nekoga, ki mi malo diha za ovratnika, tako pravi Predin. Ne mi diha za ovratnik. Meni bi bil dobrodošel nekdo, ki bi malo domal. Ja, jaz začel sem in izdati svoja besedila v knjižni obliki bi bilo zelo primerno. In jaz to tipkam sam in se mi ne lupa. In potem dajem stran in odlašam in to je zdaj že 1 leto. Ali pol, ko s tem zavlačujem. Se pravi, moja želja je, da bi mi uspelo. Zdaj do jeseni, ne pri smislu do rojstnega dne, rojstni dan bo zdaj. Da bi do jeseni zbral ne vseh besedil, ampak taki so nekako najbolj sporočilna, ki imajo vsebino, neko vrednost in bi jih v eno prijetno knjigo spravo, ker bi lahko tudi skozi branje ljudje, predvsem glede tistih pesmi, ki so bile spregledane, marsikakšno besedilo, mislim, da bi prišlo zdaj do ljudi skozi to literarno obliko. Tako da to je moja želja. Se pravi, 2 slikanici sta, moram malo podrezati ilustratorko, idej je veliko za knjigce, prav tako imam, veliko nastopam. Pozna se, da je prejšnje leto pa pol nekje bilo zelo malo tega zaradi pač tistih razmer, ki so vladale. Tako da so ljudje dokaj željni mojega pojavljanja na odru in vikende imam kar polne, že tja do septembra. Vse, to ni težko. Poleg pa veliko je tudi prošen za take dobrodelne stvari. Tega imam pa tudi težko odrečem, ravno zdaj pred kratkim, sem bil par dni nazaj v Novi Gorici za otroke. Otroci so sami, za ena šola. Tak imam najrajši takšen, da oni sami pripravijo program, jaz pa potem pridem pa na sredi malo zaigram, pač mi povedo, da potrebuje še kakšno medijsko osebnost, tako znamo. Izvajalce, da malo več ljudi pride, da to naredim, pa radni zavodi, ravno včeraj so me klicali zavod za gluhe, in se pravi, da bi tudi njih obiskal. In sva se pogovarjala z gospo, da bi se bo dalo to narediti zaradi tega, ker bi, se pravi, jaz bom počasi pel, gospa bo pa potem znakovno povedala, da jaz skozi gibanje pokažem ritem in potem določene skladbe bom pa zaigral tudi na tak način, da bodo malo telovadni zraven pa plesali. Se pravi, da bodo doživetje zanje, čeprav ne bodo slišali, ampak bodo dobili predstavo o tem. Tako da take stvari tudi. Veliko je teh dobrodelnih, to že od nekdaj. In je tudi ena taka
malček se obregnem, tako nevoljno, ko mi kdo reče, vi pa radi hodite na dobrodelne nastope. Ne? Jaz ne grem rad na dobrodelni nastop. Meni je to grenko iti na dobrodelni nastop, da je sploh potreben nek dobrodelni nastop. In vem, da so veliki denarji, ki se zapravljajo za razne stvari, ki kar tako sfrčijo skozi okno, tam, ko so pa večji problemi, tam se morajo pa ljudje sami znajti, ampak pač naredim takrat, ko je treba, pomagam, kolikor se le da. In kot sem dejal, tisto, kar pojem, tisto tudi živim. Je bilo malo čudno. Če govorimo o tem, da je treba delati dobro sebi in drugim, jaz bi pa tu zavračal. Tako da to s pridom izkoriščajo organizatorji teh prireditev. Ampak jaz si rečem, če nekomu polepšaš življenje s tem, da ga obiščeš, pa da ga narediš, je to smiselno porabljen čas. Tako da jaz to počnem. Res me zanima, kako boš zdaj na tole zadnje vprašanje odgovoril s to tvojo miselnostjo, s to pozitivno naravnanostjo. Kako izgleda tvoj popoln dan? Popoln dan? Kaj pa vem, zdaj kriterije mi sami ustvarjamo, kaj je to popoln dan. Za nekoga je popoln dan, ko nekaj doživi, za druga je popoln dan, ko nekaj doživi, popoln dan, tretji doživi. Jaz sem tako radoživa osebnost, pa tako bi dejal, ozaveščena osebnost, da je vsak dan po svoje popoln. Prav vedel sem. Zaradi tega, ker če na prvi vtis ni popoln, si ga lahko narediš popolnega. In tudi to me je izučilo življenje, da ko je določena preizkušnja ali pa določena nelagodje, ko te doleti pa to naprej, ima tudi svoje mesto v tvojem življenju, da te izoblikuje. Da se pravi, ne smemo se bati slabih izkušenj ali pa nekih konfliktov pa vsega tega, ker to ti je vse dano za to, da samega sebe spoznaš. Tudi ko se soočaš z kakšno boleznijo, tudi ko se soočaš s tegobami, da pravzaprav ne jemlješ tega kot kazen. Ker ljudje radi rečejo, zakaj ravno mene? Čudno, da mene še ne. Ker jaz sem pred leti imel težko diagnozo, tudi sem se soočil, pa sem samega sebe prav spoznal, kako odreagiram v takem situaciji in sem je zelo dobro delovalo. Tam, kjer narediš, naredi ostalo pa da. A ne, pač malo pospraviš stanovanje za vsak slučaj, poroko napišeš, pol pa da, bo kar bo, ne. In se je dobro končalo. Ti se je dobro končalo. Adi, jaz mislim, da si danes marskomu polepšal z najnim pogovorom tale dan. Megi seveda je naredila svoje. Megi nam je vsem danes tukaj polepšala dan. Tako da res ti hvala, da si vzel cajt, prišel k nam in sva menila 2026. Jaz bi rad, da to traja, kolikor dolgo pa ne bo. Tako, povsem nehal ne bom nikoli. Vedno bom igral in res je pa to, da bom pač malo moral se naučiti tudi reči ne, za kako stvar malo zmanjšati, navoditi svojim letom, to bom pa še naredil, ker sicer povsem brez seveda ne bi šlo. Ampak vse dobro vam želim in mora biti, bi tako dejal, kaj je mene ona naučila. Naučila me je naslednjega, ko je slabo vreme, ko dežuje, ko piha, ko se jaz nevoljeno spravim na sprehod, ona poskakuje in se veseli tega, da je zunaj. In to je pomembno spoznanje, da te okoliščine, ki so okrog burne, jih lahko mirne duše ignoriraš in uživaš v tistem, kar počneš. Adi, hvala lepa. Vse dobro. Kava s Červekom. DeLonghi, perfetto, od zrna do skodelice.